Morda tudi sami sodite med tiste neravno redke Slovence, ki jim med vožnjo po avstrijski strani Ljubelja pade v oči kažipot s težko preberljivim napisom Čepašluht, pa se zmeraj peljejo mimo. Naša ekipa se je odločila, da tokrat naredi izjemo. Za cilj naše poti smo izbrali Sotesko Čepa. Po sedanjih koroških razmerah ne moremo upati, da bi na Kažipotu poleg nemškega imena Soteske stalo tudi slovensko. Čeprav je bilo območje pred koroškim plebiscitom leta 1920 100% slovensko. Še gostilno Dajč Peter, katere lastnik Čavko se ponaša z njeno 500-letno tradicijo, so krstili z nemškim imenom samo zato, ker je leta 1728 neki davni Peter Čavko znal toliko nemško, da je bil lahko edini v kraju cesarju Karlu VI. Za tolmača v pogovoru z domačini. Slovenci iz matične Slovenije imamo, kaže, dovolj svojih sotesk in dvingarjev, zato se za koroško Čepo, ki je najlepša, najgloblja soteska v Karavankah, žal preveč ne zanimamo. Med avtomobili na parkirišču zlepa nismo opazili slovenske registracije, pač pa v teh dneh obilo nemških in nizozemskih. Pa je Čepo še kako vredno obiskati, zaradi naravnih znamenitosti in zaradi tega, ker je vendarle na ozemlju, kjer še danes živijo večinoma Slovenci. In zdaj najpomembnejše, kako pridemo do Čepe. Od doma se odpravimo čez Ljubelj, kjer prestopimo slovensko-avstrijsko mejo. 8 kilometrov po prehodu državne meje na Ljubelju ali 1 kilometer pred Podljubeljem, v nemščini Unterleubl, je veliko parkirišče za sotesko Čepašluht. Udobna pot, dolga 20 minut, se najprej za 40 višinskih metrov spusti do Zlatega studenčka, v nemščini Goldenes Brünnl, na 600 metrov višine, kjer je treba plačati vstopnino 6,5 € za odrasle, 3,5 € za otroke, 4,5 € za upokojence in dijake. Pot vodi po položnem pobočju, le sem ter tja se povzpnemo po strmih stopnicah, od koder je razgled na gorsko reko še lepši. Sledi slaba ura, ne preveč naporne hoje. Utrujeni in lačni popotniki se lahko odpočijejo in okrepčajo na klopcah v poti. Ta nas nato pripelje do sotočja gorskih rečic Borovnice in Žabnice. Od tod lahko pot nadaljujete na levo ali se odpravite na desno. Če greste na levo, ste po 30 minutah pri gostilni Dajč Peter, v nemščini Deutscher Peter. Na desno pa po 15 minutah tik pod Ljubelsko cesto oziroma Hudičevim mostom in pri slapu Sopotniški šum, v nemščini Čavkofall. Tu se bodisi obrnete, bodisi odpravite naprej proti Podnu. Do njega je še ura hoje. Povzpnemo se lahko tudi na most Prijateljstva, od koder je razgled na padajoči slap še lepši. Nekateri so se z guganjem na njem celo zabavali, marsikdo pa je v strahu stekel čezenj. Na parkirišče se je mogoče vrniti peš ali se odpeljati z brezplačnim avtobusom. In verjemite, včasih se na mesto hitenja proti cilju na poti splača ustaviti in preveriti, kaj se skriva za Kažipotom. Čepa vas zagotovo ne bo razočarala.